Lep pozdrav vsem prisotnim. Bomo kar začeli, da ne bomo predolgi. Na naši sredini pozdravljam predsednika Gasilske zveze Slovenije, Janka Cerkvenika. Poveljnika Gasilske zveze Slovenije, Francija Petka. In pa podpoveljnika Gasilske zveze Slovenije, Klemna, ki ga poznate, ne? Preden začnemo, da ne bom pozabil, se toplo zahvaljujem Gasilske zveze Domžale za gostoljubje in bi najprej dal predsednici besedo. Spoštovani člani regijskega sveta, predsednik Gasilske zveze Slovenije, tovariš Janko Cerkvenik, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, tovariš Franci Petek, ter ostali gostje, lepo pozdravljeni v Grobljah na prvi seji sveta regije Ljubljana 3 in na okrogli mizi, na kateri bosta sodelovala predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Prepričana sem, da bo okrogla miza z gostoma odlična priložnost, da dobimo odgovore na vsa vaša vprašanja, ter da bomo konstruktivno in skupnimi močmi pristopili k našemu nadaljemu delu v regiji Ljubljana 3. Vsem skupaj želim uspešno delo in da bi se pod znamenitim drevoredom v Grobljah počutili lepo. Hvala in na pomoč. Takole, vabljeni ste bili na tako imenovano okroglo mizo. Za nami je 17. kongres Gasilske zveze Slovenije. Tam je bilo izvoljeno tudi novo vodstvo, ki je v bistvu tudi staro. Ki je v bistvu tudi staro, pa vendar je prav, da se v novem mandatu srečamo. Naša regija je prva, ki gosti poveljnika in predsednika, pa ni zato, kdo je prvi, kdo je zadnji. Važno smo se srečali, jaz sem prosil, da kakšne pomembne vprašanje pošljete tudi po elektronski pošti, da bi se tele dva gospoda lahko tudi na te vprašanja pripravljali, če bi bila težka, vendar nismo dobili nobenega pisnega vprašanja, zato bomo pa kar sprot, veliko iz ust do ustno. Sicer meni je iz Gasilske zveze Mengeš, sem dobil eno vprašanje, pa ga bom pa zastavil, sicer je vprašanje tako staro že, ki ga vsi poznamo, ampak bom to malo kasneje, kot da bi kar najprej dal predsedniku besedo, pa potem poveljniku, potem se pa ne dela tole pa več dobro. Potem pa bi dal besedo enemu in drugemu in potem bi dal pa besedo vam, če se s tem strinjate. Ja, hvala lepa tudi z moje strani lep pozdrav. Jaz seveda moram reči, da sem zelo vesel, da smo se danes dobili tukaj. Pravzaprav se ne predstavljam dela vodstva Gasilske zveze Slovenije brez neke komunikacije s terenom in pa na nek način skupnega reševanja težav ali pa tudi kakšnih drugih zadev na način, da med sabo komuniciramo. Zato je ta osebni stik pri meni še veliko bolj pomemben in na njega tudi ogromno stavim. Izhajam iz ene take preproste kmečke logike, ki pravi, če samo znaš prisluhniti težavam, si jih pol z obiskom oziroma z neposrednim stikom že tudi rešil. In verjetno, da to drži in se opiram na to staro, tradicionalno modrost. Seveda pa, kot rečeno, je to tudi dobra iztočnica, kar je že danes tudi bilo rečeno, da začnemo nov mandat. Mislim, da je ta mandat bo po svoje težak, če pa bomo znali sodelovati, pa verjetno tudi lažji, kot si predstavljamo. Predvsem pa se želim seveda v prvi vrsti obrniti na vse vas, ki ste tudi
vsaj nekaj verjamem, da vas je v društvih na novo izvoljenih predsednikov, poveljnikov, drugih članov upravljanja in pa vodenja v društvih, na zvezah in samo na ta način, da se dobro poznamo, pravzaprav lahko rešujemo potem tudi vse ostale zadeve. Kar nekaj stvari je pravzaprav povezanih z tem našim delom v prihodnje. Držali se bomo seveda vseh usmeritev, ki smo jih potrdili na kongresu in to bo tudi istočnica za naše delo. Zdaj, strategije za dosego nekih ciljev so pa lahko različne in tako, kot si bomo skupaj zadali, tudi preko vaših fantov, ki vas bodo zastopali v upravnem odboru in poveljstvu, bomo pa potem poskušali te cilje seveda preko teh strategij tudi dosegati. Jaz verjamem, da bo najtežji oreh zagotovo na nek način pogajanje, lahko rečemo temu pogajanje za državo, v tistih zadevah, ki dejansko gasilce najbolj žulijo in sicer doseči neko primerno boniteto, če o tem lahko tako rečem, eni rečemo temu status, drugi rečemo bonitete, na ta način, da bi resnično pridobili tiste prednosti, ki bi gasilci pravzaprav, ko upravljajo to javno gasilsko službo, tudi imeli. Zadeve mogoče na terenu, že zaradi tega, ker niso povsem točno prezentirane, zgledajo mogoče nerešljive ali pa celo bom rekel, ko smo midva tudi kandidirala, marsikdo je mislil, da se nič na tem področju ne dela, delamo in bomo delali tudi v prihodnje. Seveda poznamo pa vsi, kako politika funkcionira, dokler se ne sestavi vlada, bomo pač še malce počakali, potem pa pravzaprav skupaj s poklicnimi gasilci začeli odpirati določene teme. Teh je kar nekaj in poklicni gasilci so to tudi jasno izrazili za svojo manifestacijo v Ljubljani in temu bomo morali začeti in dajati, odpirati neke zadeve. Do tega časa, dokler se vlada ne sestavi, bomo pa mi pravzaprav morali pripraviti tisto, kar vsak župan, kolega župan je tukaj in pa tudi vsak politik na državni ravni najprej vpraša, ko prideš k njemu na razgovor. A veste, kaj bi radi? Mi bomo to dobro zapisali, vse tisto, kar bo prediskutirati in potem tudi začeli postavljati določene stvari na pravo mesto in jaz upam, da nam bo v pogajanjih to uspelo. Seveda, vsaka pogajanja, če so prava, imajo win-win situacijo, to se pravi, da verjetno vsi z vsemi niso zadovoljni, pa vendarle jaz upam, da na ta način bomo dosegli tisto, kar si želimo. Mi smo bliže zdaj na pravi poti, ne smem reči, smo imeli dobre sogovornike na Ministrstvu za obrambo, tudi na vseh ostalih področjih, o tem mogoče res konkretneje malo kasneje, ko bodo vprašanja, pa tudi poveljnik ima tu nekaj več informacij, ker je bil bolj angažiran kot jaz sam, pa vendarle mislim, da za tem položajem, ki ga imamo v naši družbi, pravzaprav imamo eno močno pogajalsko moč. Najbolj važno seveda od vsega pa je, da smo tu enotni. Tako na vseh ravneh, v društvih, v zvezah, v regijah in tudi na sami Gasilski zvezi Slovenije. Kajti, če je nekdo enoten, če je močen, če resnično se poenotimo v teh naših ciljih, potem nas je težko pravzaprav premagati. Tisti, ki pa seveda temu znajo na nek način strešiti, pa veste, da je najlažje vladati tako, da ljudi med sabo skregaš in potem pravzaprav so vsi cilji za manj. Tako da jaz upam, da bo to šlo za eno poenotenje, ne enoumje, ampak poenotenje, kajti sam tudi pričakujem v različnih takih delovnih sestankih, kot je tudi tale danes, da bomo poskušali poenotiti naše skupna stališče in potem, kot rečeno, nadaljevati. Tako v društvih, tako na zvezi, kot tudi v regiji in na sami Gasilski zvezi, pa poznate moje razmišljanje že iz, bom rekel, te kandidature, da sta predsednik in poveljnik posameznih društvih, zvezi ali regije in tudi na državi toliko močna, kot je tam močna pomoč in pa podpora, seveda strani vseh vas, ki ste v upravnih odborih in po poveljstvih. Sama dva funkcionarja, ne glede na raven, se lahko raztrgata, če nimata podpornikov, če nimata somišljenikov, če nimamo vsi istih ciljev, potem pravzaprav je to zelo jalovo delo in to boste verjetno tisti, ki ste na novo tudi spoznali, da tu moramo pravzaprav nekako držati skupaj. Toliko najprej mogoče z moje strani, jaz bi še enkrat se vam zahvalil za vašo podporo
v času kandidature, tudi za možnost, da smo se imeli možnost predstaviti v vaši regiji. Hvala lepa še enkrat. Seveda, in kot rečeno, moje misli so zdaj usmerjene v en prvi projekt, ki nas čaka naslednje leto, to je 150-letnica gasilstva. Mislim, da je to tudi ena od manifestacij, na kateri pravzaprav moramo delati. In druga, kot rečeno, gasilska olimpijada v Celju, leta 2021, mogoče kdo reče, to je še daleč, pa vendarle je zelo blizu, glede na to, da je to dogodek, ki bo zahteval res angažiranje vseh nas v naši državi in pa seveda v tisto, kar ima predsednik na nek način po statutu tudi dolžnost. To se pravi upravljanje s človeškimi viri in finančnimi viri. To si jaz tudi na ta način predstavljam, da zagotavljamo vse finančne vire za to, da lahko na operativnem področju zadeve tečejo tako, kot je potrebno. In seveda zagotavljanje človeških virov, to se pravi, da usmerjamo delo mladinskega sveta, sveta članic in pa sveta veteranov v to smer, da pravzaprav tudi na nižjih ravneh lahko vi funkcionirate tako, kot si želite. Brez vseh teh treh, pravzaprav tudi v društvih in na vseh ostalih ravneh, če ni pravega sodelovanja, če ni pravega posluha, zadeve vsekakor ne morejo in ne bodo stekle. Tako da se dobro zavedam, da je to ena velika stvar. Kot rečeno, vse ostalo bo in je zapisano, želim pa si, in dobro, Slavko, tom smo že sodelovali, mislim, da tudi sklepno ne bo težava, želim pa si nekaj. In to povem predvsem, da naj bodo stališča regije, stališča tudi članov v upravnem odboru in po poveljstvu. Velikokrat smo pravzaprav doživeli, pravim, vsa čas Slavko, to on je zastopal regijo vedno in je tudi na glas povedal, to je stališče naše regije. Marsikdo pa je to zgodbo, ta svoj položaj vzel na ta način, da je izražal svoje osebno mnenje, kar tudi ni, nič narobe. Pa vendarle za osebno mnenje moraš ti prej dobiti soglasje nekoga tistega oziroma tistega, ki ga zastopaš. In tako bi želel, da je tudi v prihodnje. Za mlačnost, za neke osebne interese v tem mandatu ne bo priložnosti, ker je ne smemo ponuditi ljudem, kajti potem se bo naše delo pravzaprav končalo. In vsa ta zadeva, vemo, kakšen ima kot končni epilog tisto, kar smo v prejšnjem mandatu doživljali. To se pravi, najlažje je zasejati dvome, nezaupanje in vse ostalo, če so ljudje med sabo skregani. In to smo mi že doživeli, ne bom ponavljal, vemo, kako je bilo in jaz se želim res te enotnosti in trdnostne gasilske organizacije tudi v prihodnje. Letos so tudi lokalne volitve, tako da je pomembno, pa ne agitiram, pa vendarle je pomembno, kakšni bodo naši župani, kakšni bodo naši sogovorniki v prihodnje, kajti vemo vsi skupaj zelo dobro, da je ravno od županov in občinskih svetov odvisno, kako bo financiranje gasilstva potekalo, ne glede na to, da imamo odzadaj zakon in vse ostalo. Tako da upam, da bodo se našli tam, kjer je, tudi na teh funkcijah ljudje, ki bodo znali prisluhniti vsem vam in da bomo potem lahko nekako skupaj zaokrožili vso celoto. Moram reči, da prej smo s kolegom govorili, da smo gasilci preveč radi malo kritiziramo, ne pohvalimo se kaj velikokrat in včasih je treba stopiti čez planke, kot rečemo Štajerci v sosedu vrt, da vidiš svojega. In mi pa smo zdaj upravljali kar nekaj obiskov, med drugim tudi na Madžarskem. In kot je na Madžarskem priznajo, da je ta model tisti, tako organiziranosti, kot tudi financiranja gasilstva, ki bi ga želeli kopirati, potem verjetno si misliš, potem pa tudi ni tako vse slabo v naši državi in to si želim, da pravzaprav tudi nadaljujemo to zgodbo, ki je dejansko, ki je obetajoča. Verjetno ne bomo izpolnili v tem mandatu vseh vaših želja in pričakovanj, pa vendarle poskušali pa bomo tako ali drugače na nek način stvar zapeljati v to smer, da na koncu mandata vsi lahko rečemo, oddelali smo po svojih najboljših močeh tisto, kar znamo in kar smo oddelali v skupno dobro vseh gasilcev, ki jim pravzaprav smo kot predsedniki in pa poveljniki tudi dolžni dati kakšne račune na mizo tu in tam. Tako da jaz se veselim sodelovanja z vami
in seveda se veselim tudi naših skupnih uspehov. Mi bomo poskušali, kot rečeno, pa kot krovna gasilska organizacija slediti vašim potrebam in jih seveda tudi maksimalno na nek način potem tudi podpirati in na nek način prezentirati naprej. Slavko, zdaj jaz nimam več, jaz sem se izpel tam, kar povednik v mikrofon. Ja. Aha. Hvala lepa, predsedniku. Ja, lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Res je, za nami je kongres, kjer smo pogledali v preteklost, predvsem pa nas je bolj zanima, oziroma se skupaj zanima, kako v prihodnje. Jaz mislim, da smo si postavili kongresne programske usmeritve tako, da so dovolj široke, da lahko pravzaprav peljemo to našo gasilsko politiko v korist tistih, zaradi katerih smo. Tako da nismo pa teh programskih usmeritev, bom rekel, naredili nerealnih. Jaz mislim, da so zelo realna in so tudi v tem mandatnem obdobju uresničljiva. Kar nekaj stvari je bilo narejenih, veliko stvari je odprtih oziroma so zastavljene, jih je potrebno nadaljevati, seveda pa smo tudi zastavljali kako stvar na novo, tako da to, kar je že Janko dejal, imamo usmeritve, ki so rdeča nit našega dela. To pa lahko dosežemo samo skupaj. To, kar je že bilo poudarjeno, lahko se veliko dogovarjamo, razpravljamo, ampak potem, če se za nekaj odločimo, je prav, da se tega tudi držimo. Dostkrat ali pa velikokrat, marsikdo hoče, ja, mi pa imamo izjemo, Vse imajo mogoče v določenem primeru tudi prav, Vendar tako velike organizacije, kot je naša, se ne da voditi, da se prilagaja posameznikom. Če se nekaj dogovorimo, je prav, da to potem tudi spoštujemo in v tem mandatu in tudi v prihodnjem mandatu se bomo poskusili tega držati, da ne skrenemo, rekel, mimo te osnovne linije. Toliko mogoče za začetek, sem pa zato, da potem predebatiramo dejansko o konkretnih zadevah, ki nas pravzaprav težijo oziroma kje lahko še dejansko izboljšamo naše delo. Hvala lepa. Hvala lepa obema. Bom pa jaz začel s temi vprašanji in sicer meni je, se opravičujem, Klemen izvoli pozdravi. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v imenu poveljstva regije. Ob tej priložnosti, ko vas je že tukaj malo več nakupno, se vsem skupaj lepo zahvaljujem za vašo pomoč in pa pripravljenost za delo v preteklem tednu, ko ste kar iz veliko društev odšli v Črnomelj na odpravljanje posledic po tistem hudem neurju, ki so ga imeli tam dol, tako da še enkrat hvala lepa. Bomo potem še s poveljniki gasilskih zvez na seji kakšno na to temo rekli. Hvala. Hvala lepa tudi tebi, Klemen. Kot sem že rekel, bom jaz začel in sicer dobil sem pismo od predsednika GZ Mengeš. Piše mi takole. Vprašanje strani GZ Mengeš ti nisem posebej pošiljal, saj so ti dobro znano ti je tudi trmasto vztrajanje pri nepripravljenosti karkoli spremeniti. Veste, fante, veste, kam to leti? Pa vseeno nekaj glavnih. Učni program začine mladih in priznanje učina pripravnika v skladu s pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa je prenavitev temeljnih učnih programov, skrajšanje število ur pri operativnem gasilcev. To smo pa že tako in tako velikokrat debatirali. To so vprašanje 2. Pravi, da je še veliko drugih vprašanj, ampak bomo drugič. Jaz mislim, da sem že na to vprašanje prej odgovoril, če sem ga že večkrat. Če se nekaj dogovorimo, nekaj spremljamo, potem se tega moramo držati. Dobena stvar pa ni taka, da je ne bi mogli spremeniti. Vemo pa, kakšen je postopek, da te stvari spremenjamo. Zdaj, še enkrat zelo kratko ponovim. Tečaj za operativnega gasilca, tudi vi ste dali predlog z vaše regije, pa bil zavrjen, da je treba ure zmanjšati, da imamo več ur. Manj ur imamo, ko smo imeli prej. Pa to še enkrat povem. Ne vem,
Tudi pripravnik, zadnji smo debatirali o tehničnem reševanju, posebej se šel pogledati. A ste pogledali, kako so te ure razdeljene? Po 1 ura, po 2 uri za različna področja. Mi temu operativnem gasilcu damo možnost, da opravlja vse naloge, ker drugače ne moramo obvladati situacije, ki jo delamo. Če ste pogledali zdaj, na primer, Černobil, pa mimo glede, jaz sem se mislil na konci zahvalil, pa ker je zdaj vaš poveljnik to že omenil, res iskrena hvala vam in pa vsem gasilcem, ki so bili na terenu. Ampak tisti, ki ste bili, verjetno veste, s takimi nevarnosti ste se še srečevali. Pa vemo, kateri koliko ur je za reševanje iz višin, pa za takšne zadeve. Zelo, zelo malo ali pa nič, samo opozorimo jih na nevarnosti, kako morajo varno delati. In če želimo, da smo pred zakonom pokriti, moramo to imeti v učnem programu, ne moramo črtati tega ven. Manj kot 1 uro ali pa 2 uri pa ne moreš dati za samo področje. Tako da, če bo potreba, če bo interes, bomo tudi ure zmanjšali. Samo potem se morate zavedati, vsi vi, ki vodite te ljudi na takšne intervencije, ko so bile v Černobilu, kako jih izpostavljate določenim nevarnostim. Zdaj se vi pridržujete. Še enkrat bom poudaril, vsi tečajniki, ki so to opravili, so bili izredno zadovoljni. Vi imate večina težave z pripravom programa, s pripravom gradiva in pa, ker je potrebno nekaj več vložiti. Če ste prej normalno delali tečaje tako, kot je bilo po programu, tako nadaljevalni kot, oziroma tako osnovni kot nadaljevalni tečaj, potem ne more biti težav, ker so ure identične. Sem pa že ne vem kolikrat poudaril, da se to v 2 mesecih ne da narediti. Tudi prej niste mogli tečaj narediti v 2 mesecih. Je potrebno osnovni tečaj tudi prišteti zraven k tem uram. In če vi to naredite v pol leta, potem tudi obremenitev je takšna. Če pa to raztegnete na 1 leto, kar je realno in pa logično, potem je ta tečaj, bom rekel, tudi čisto normalno dosegljiv. Še enkrat bom pa poudaril, če bo mnenje poveljstva, pa sklep poveljstva, da je ur preveč, da je potreba to znižati, bomo znižali. Jaz nisem s tem obremenjen, ampak stroka, ki se s tem ukvarjala, je prišla do zaključka, da je to tisti minimum od minimuma. Poveljstvo pa to potrdilo in poveljstvo lahko to spremeni. Seveda na konci pa še ministrica ali pa minister, to pač bo. Tako da stvar dogovora, kaj bomo naredili. Vaš predlog je bil 2-krat posredovan, pa bil 2-krat na organih zavrnjen. Tako da to je Slavko verjetno povedal in se pač moral tega držati. Bom rekel, na žalost ali pa na srečo, odvisno, kakšne so posledične določene odločitve. Kar se tiče pripravnika, mislim, da je prav, da smo zastavili in v bodoče, jaz upam, da bo to šlo preko mladinskega dela. Zdaj v tem prehodnem obdobju pač tukaj, bom rekel, še en dodatek, zraven tega pač potrebno tudi narediti. Hvala lepa. Zdaj bi pa vas, ja, v redu, Primož, beseda je tvoja. Ja, lepo zdravo, Popovica Lepija. Da se kar navežem na to zadevo, kar je Variš poveljnik zdaj začel, in sicer, kar se tiče usposabljanja, je pa naslednja zadeva. Gasilci resnično dobimo ogromno pooblastil, vendar se je pa v lanskem letu spremenil pravilnik o zdravstvenih pregledih. In konc koncev pa gasilci ima ogromno nekega znanja o odgovornosti, v bistvu z neko izjavo in pa, to se pravi, posebni zdravnik napiše tisti pričvar, pa za temu stoji. Me zanima, a se vam to zdi nekako redu, ker konc koncev smo gasilci s tem, da nekako ni nič obvezen iz 4. še oziroma zdaj 5. Ja, je obvezen, samo za specialnosti na igru. Nič drugega, ni obvezen. Govorimo teoretično skladno z pravilnikom. To se pravi, smo gasilcem s tem pravilnikom odvzeli v bistvu neko nagrado v narekovajih, zato da smo nekako na 3 leta na nekem tehničnem pregledu in s tem dobimo tudi za sebe neko sliko zdravo, kako pač nam kaže, v kakšnem stanju smo. In te gasilce, ki pač delajo nevarna dela, v bistvu zdaj niso nič pod nekim kolesom, to se pravi, izpostavljeni nekemu obremenitvenemu testu in tako naprej.
In zato pač dajem osebno ali tukaj pač pobudo, da to zadevo preučite in vsaj, kar lahko naredite v tem pravilniku, črtate, kjer je obvezna specialnost IDA. Samo to zadevo, samo specialnost IDA v tistih nalogah zaščitno reševanja, kjer je obvezna specialnost IDA in zadeva ostane po bistvu na tako, kar je bila prej, za resnično takrat, kar mora imeti gasilc, narava, izoliran dihalni aparat, pogled v ogenj, to upravlja težja dela in tako naprej. Se pravi, tiste špice gasilce. No, mimo grede, predno bom pojasnil, zakaj smo se to odločili. Zdaj, že sedaj vas dobedni ne obremenjuje, da imate vse po sedaj 5. členu. Dobedni. Vi na lokalni skupnosti v vašem društvu lahko pregledate vse po 5. členu in potem mirno spali, da je to tako, kot mora biti. Tega pravilnik ne omenjuje. Mi imamo v Sloveniji, če nekateri ste bili na kongresi, 115,000 gasilcev, ki izpolnjujejo minimalne pogoje. Tu so štiri tudi pripravniki pa veterani. Pa če te odštejemo, jih je še vedno blizu 100,000, ki se pojavljajo na intervencijah. In če hočemo za vse zagotoviti zdravstvene preglede, da si predstavljate, bom rekel, finančno koliko to znese, so pa taki, ki pridejo enkrat ali pa niti enkrat na intervencijo. Ampak so. Če so tam, so enako vredni kot tisti, ki je na vseh intervencijah pa stalno upravlja. To je zdaj malo širši pogled. Zdaj se povrnimo k pregledu. A ste si prebrali, kaj je bilo po 3. členu, kakšen pregled je bil? Dobene obremenitve. Popolnoma nič. Čisto osnoven pregled zraven bila še krvna slika, ki je bila, bom rekel, edina pravzaprav dodana vrednost tega pregleda. In to je naredil specialist medicine dela in športa. In ta specialist medicine dela in športa je to danes pogledal. Veliko je bilo takih, kjer si sploh niso pogledali kartoteke tega našega gasilca. Čeravno je jasno pisalo, da je treba dobiti kartoteko, da izda spričevalo osebnega zdravnika, kjer je vse zapisano, kaj je z nami narobe in kaj ni. In ta zdravnik je dal potrdilo, ki je veljalo 5 let. Ta zdravnik naslednji dan ni več jamčil za to zdravniško, za zdravstveno stanje tega gasilca. Kaj šele po 1 letu, kaj šele po 5 letih. Jaz, kot operativni gasilec, nisem bil zbročeme dolžen, da sem med tem časom zbolel. Odkot ne jaz vem kot poveljnik, da za en operativni gasilec pa ni sposoben iti na intervencijo. Mi vsi vemo, kakšni smo, ne? Tudi če bi hodili po eni nogi, bi šli pomagati, ker smo pač taki po duši, da gremo pomagati. In jaz kot poveljnik pa sem se zgovarjal na spričevalo. Za 5 let imam to spričevalo, ki mi velja. In zdaj mi povejte, kakšna dodana vrednost je bilo tega zdravniškega spričevala. Dobene. Mislim, ne rekel dobene. Takrat je šel pogledan, takrat so ugotovili tisto splošno stanje in konec. Zdaj, z novim pravilnikom, so pa to odgovornost prenesli na posameznika. Kdo je odgovoren za lastno zdravje? Ja, verjetno vsak za sebe, ne? In jaz moram vedeti, ali sem sposoben iti na intervencijo ali ne. Ali lahko grem voziti danes avtomobil ali ne. Če sem danes nekaj popil, ne morem iti v avto, ker me bo zato kaznovali. Če sem nekaj popil, ne morem iti na intervencijo. Če sem zbolel, nisem sposoben voziti, ne morem iti tudi na intervencijo. Se pravi, jaz pa odgovorim tisti, ki je. Če se pa jaz slabo počutim, da je z mano nekaj narobe, sem zbolel, kam bom šel na pregled? Komu? Strokovnjaka medicine dela in športa? Povej pa, ja ne smeš iti na intervencijo. Sem kaj naredil? Ko osebnemu zdravniku grem na to? Za vsako stvar. In osebni zdravnik me pozna, bom rekel, do potankosti. In me tudi spremlja. V vsaki moji nezgodi, pa naj si zlomim nogo ali zvolim za takšno in drugačno bolezen. In vsi smo bili prepričani, ne samo jaz, da je to veliko večja dodana vrednost. Da imamo tega našega gasilca pod nadzorom za veliko, veliko manj denarja. Pa ni bil denar v prvi liniji. Tudi vsi ti naši gasilci, pa rekel, večina teh naših operativnih gasilcev ima upravljen zdravstveni pregled pri delodajalcu. Je tako?
Če zdaj vprašamo, kdo nima, bo jih pa roke dvignil, vsi ostali pa imate. Ta po 3. členu, ki je identični, kot je bil prej naš, po 3. členu. In tu je tudi kljukica. Ali imate upravljen zdravstveni pregled pri delodajalcu? Ker mi od delodajalca tega ne moramo zahtevati. Lahko se pa sam izjasni, ali ima ali ne. In splošni zdravnik ali posebni zdravnik bo na osnovi tega veliko lažje napisal potrdilo, ker je tako ali tako pregleden, je tako ali tako pod nadzorom, vse v tem delu. To je ena stvar, po drugi strani pa z ničemer ne omejujemo nobenega operativnega gasilca, ki bi se bilo kako počutil, mora rekel, nesposoben, da bi ga poslali na pregled specialistov medicine, dela in športa. Z ničemer. Vedno lahko grejo po 3. ali 5. členu na pregled. To je stvar, mora rekel, ali osebnega zdravnika, ali pa stvar poveljnika oziroma vodstva društva, ali pa na katerem nivoju pač dela. Z ničemer ne omejujemo nikogar. Še vedno lahko upravlja. In tudi kar veliko strokovnjakov medicine, dela in športa bo zdaj te preglede upravljalo, ker imamo težave z osebnimi zdravniki v tem prvi fazi, ker pač ministrstvo ni dalo pravi čas na vodilo in zdaj so kar težave. Ampak še vedno lahko gremo specialistov medicine, dela in športa. On po pravilniku to upravlja, tako kot je prej. Samo opis pregleda malo drugačen. Zdaj pa mora imeti obvezno kartoteko, tudi mora imeti zraven izjavo, podpisano in šele potem izda spričevalo. Komot lahko greste k specialistu medicine, dela in športa. Ne rabite iti k osebnemu zdravniku. Pravilnik to omogoča. Tako da, ne glede na vse skupaj, sem pripričan, da smo tu naredili veliko, veliko več za naše operativne gasilce. Zdaj, če pa mislite, da je to prenašanje odgovorov na posameznika, pa mislim, da ni prav. Jaz sem odgovoren za svoje zdravje. Prav, da si malo daljši, ampak ta tema je, bom rekel, aktualna, ker imamo res težave zdaj z osebnimi zdravniki, ampak sem pripričan, da se bo to z leti vsakim primeru normaliziralo, ker vedno bomo hodili k osebnemu zdravniku, bilo kaj se bo zgodilo, če hočejo ti naši osebni zdravniki ali ne. Hvala lepa. Miha, izvoli. Miha Jančar, da je resnice, vse bi na tole vaše pojasnilo, bi dodal še eno dodatno stvar. Namreč v Sloveniji, če smo že prej vozito omenjali, se je pred leti spremenila zakonodaja, da vozniško dovoljenje velja do določenega starosti, določenih let, brez zdravniškega pregleda. In ravno mislim, da je držal, imamo v zadnjem času morda zadnjih 2 let, 2-3 primere ekspeditne take, da so vozniki starosti, zdravstvenih težav povzročili prometne nesreče in niso več obvladovali vozila. Sami sebe niso ocenili, da so taki, ki bi mogli na zdravniški pregled, da smo pa v gasilstvo to isto logiko dali, da bo človek sam sebe ocenil, kdaj je primeren to kdaj ne. Tako da včasih morda te stvari, da jih rečemo, zdaj bo posameznik sam sebe ocenjeval, kdaj je sposoben pa kdaj ne. Ker vsi vemo, da ko pride enkrat dopica na pomoč, adrenalin naredi svoje in bo šel preko svoje meje, morda ni najbolj optimalna rešitev s temi zdravniškimi pregledi. Res, da je cenejša, vendar le varnostni mehanizem pri nevladnem delu bi vseh jih mogel biti drugače rešen, ki bi nekako reguliral to. Ker konec danes ste rekli, vsak gasilec, ki gre v 18 letu zdravniškem pregledu, se podpiše, da bo sam odgovarjal za svoje zdravstveno stanje od 63 leta, karkoli se mu zgodi, lahko na vsaki intervenciji vse dela, ker je sam tisti, ki se mora oceniti svoje zdravje. Poveljnik, ko bo pa na intervenciji, se tak na človeku nekaj zgodil, bo pa ne vem, če bo potem lahko rekel, zdaj pa jaz nimam nobene odgovornosti, ker sem ga v to postopku njih seznanil. Tako da morda vseh s časom bo treba začeti razmišljati, kako regulirati to stvar, to neomejenost, pa odgovornost posameznika za to državo. No, pogledaj, kar se tiče odgovornosti, pa ali presoditi ali ne. Prej ste lepo razložil, pa verjetno niste poslušali. Greste na pregled specialistov medicine, dela in športa. Za 5 let vam da potrdilo. Kdo je zdaj kriv, če se kaj zgodi? Ampak čez 5 leti se bo lahko ugotovili na naslednjem pregledu, kar na slikah ima. No, zdaj se pa dobimo na splošnega zdravnika. Mi govorimo, da podpišemo izjavo za svoje počutje. Pa za nič več. Osebni zdravnik
je pa tisti, ki nam bo prepovedal, ali bomo ali ne. On je tisti, če sem jaz bolel, ja bo napisal vsemi zdravnik, me poslal, bom rekel, specialistom, takim in drugačnim, tudi specialistom medicine, dela in športa, in na osnovi izvidov bo vsemi zdravnik rekel, poslušajte, niste več za delo, ste za penzijo, za pokoj. Lahko greste, ne morate več delati. In osebni zdravnik bo spremlja. Če se med tem 5 leti to zgodi, ne ve niti strokovnjak medicine dela, niti jaz to poveljnik, na primer, ne. Splošni zdravnik bo pa vedel, kaj se je zgodilo. Tako da tu je nesporno, smo pod nadzorom. Skozi. Zdaj nismo bili, čisto sigurno ne. Kar se pa tiče starosti, zdaj lahko mi spremenimo zakon, koliko hočemo v prometnih, bom rekel, prekrških ali pa v takih procent takšnih ali drugačnih. Mi ga sicer imamo to malo boljše rešeno, ker imamo omejeno delo operativnega gasilca. Zdaj imamo 63 let in preko tega ne morajo več delati, bom rekel, zahtevnih opravil. Lahko še pa vedno se pojavi na intervenciji, še vedno imamo tega gasilca pod nadzorom. Pa po drugi zakonodaji tega ne morejo upravljati. Se pravi, da bi nas 80-letni vozili pa povzročili, bom rekel, prekršek ali pa delali z dvigalci v notranjih napadih, se ne sme zgoditi, ne. Pa vse včasih, pa ne 80-letnih, ampak pri 70-letnih pa. Pa se tudi vprašamo, ali ja ali ne. Ne sme. Zdaj sploh ne sme. Ne? Ko enkrat preteče ta doba, smo, bom rekel, vse, kar se tega tiče, na varni liniji, po drugem delu, ne potem zdravstvenem. Tako da ne rečem, da je to idealno. Sem pa prepričan, da je veliko boljše, kot bilo do zdaj. Pa še enkrat bom poudaril, nihče vam ne brani, da imate vse operativne gasilce, kar bi tudi bilo prav po 5. členu. Ampak za enkrat še nismo tako daleč, da bi si to lahko, bom rekel, privošli ali pa tudi zagotovili, da bomo imeli vsi operativni. Mi jih zdaj nismo mogli zagotavljati po kategorizaciji, pa govorimo o 12, 23, 32. Veliko društvo nima tega po 5. členu, bom rekel zdaj, ali pa prej po 3. Je pa seveda cilj nas vseh, da bomo imeli vse tiste najbolj, bom rekel, najbolj aktivne operativce, ki so v prvih linijah, vsi, pa vse večina jih imamo, ne. Se imajo vsi specialnosti. In pogoj za večina specialnosti je IDA. Ni samo IDA. Ne? Ker imamo v vseh specialnostih, vseh teh ključnih pogoj specialnosti IDA. Tako da, kar se tega tiče, mislim, da smo naredili veliki korak naprej, ni pa idealno, da se pa strinjam. Končni cilj je to, kar vi predlagate, da imajo vsi po 5. členu. Lahko še nekaj. Omenili ste, da bojo zdravniki seznanjeni za problem posameznika oziroma zdravstveno sliko posameznika. Ali bo gasilska organizacija seznanjena s tem, da z nekom pač ima nekaj težave? Oziroma nadaljujem naprej. Ali je gasilska organizacija seznanjena, naprimer, da je nekdo, ki ima več kot 5 točk, da ne sme intervencijskega vozila voziti? To že dolgo ni več. Ampak mislim, da veste, pa ni potrebno posebej poudarjati, brez tega zakona, ki smo ga zdaj sprejeli, oziroma uredbe Evropske skupnosti, nimamo pogleda v podatke posameznikov. In tu zdravniška oziroma izjava ne pride do poveljnega društva, pa postane pri osebnem zdravniku. Tako da tu nimamo kaj. Do teh podatkov ne moramo priti in zdravnik je tisti in posameznik, še enkrat bomo povedali, posameznik je tisti, ki ve o svojem stanju in mora obveščati tiste, ki so to odgovorni. Še kdo? Zdaj imate lepo priložnost, da vprašate enega ali drugega. Izvoli. Ja, povedal boste, kemp v izobraževanju, to smo bili na regiji zadnjič v Gasilski zvezi. Vse ni problem, tisti smo da pravi operativci ali pa s tem res ukvarjamo, smo nekako vrstu predavatelji, imamo da vsak kur premalo, če hočeš nekoga nekaj naučiti. To je dejstvo, to mi vemo.
Samo ko pa ti rečeš nekaj, mora reči 20-18 let staro fanto, zdaj pa če hočeš še, da boš na intervencija, pa rabiš 150-149 ur, da boš lahko da se dolo, da boš lahko na intervencija, da boš nekaj znal, bo vsak rekel, kako to traja. Pa to mesec, ne vem, pol leta je let, veliko manj imam cajka. In tukaj jaz mislim, da je tista ta prva težava, ne vem. Samo izobraževanje je zelo dolgo pritekalo, da ste ga nekako ravnovesili, da ste te ure odstačali, da ste to skupaj naredili. Se strinjam, jasno. Mi že od nekaj, da te praktične ure, še v bistvu še ni do tega programa, smo da bistveno večji podajati na praktične ure, kot pa na teorijo. Ampak dejstvo pa je, da bomo mi te programe narediti všečne mladini ali pa tistim, ki hočemo na te tečaje privabiti. In ne vem, moj pomislek je bil že zdavljanje, imamo specialne sile, imamo tehnične tečaje, imamo za nevarne snovi, da bi mogoče tudi tukaj pri operativcu nekako rekli, tako in tako vse pade na spovednik. Kar po se bo na intervencijah naredi, mi moramo vedeti, kdo lahko voz, kdo lahko pije, kdo napije, kdo lahko gre ogen, kdo ne more ogen, kdo je spal, kdo ni spal, vse na nas na vodnih intervencij, pa na povednik. In tukaj smo dejansko povedniki zvezane roke. Radi bi dobili nad kadr, da danes ne moramo dobiti vse za računalniki, po drugi strani, ko boš rekel, ne vem, 150 ur za računalnik, pa ni problem, ne tečaj, pa to težko. Jaz vem, pa nas imamo tak problem. In jaz sem bojil za prihodnost gasilstva iz tega naslova, ker ne bomo mogli pripravljati fante mlade, da bo 150 ur, po 450 ur, 40 ur. Mogoče, da je za demonstrativni tečaj sem spet, ja, vem, kaj ga še mogoče 100 ur, kaj ga še mogoče 50 ur, ne vem. Ne vem, tukaj govora nimam. Ampak dejstvo je, ko nekomu rečeš, da je to lahko po mojem vsi potrdijo, ker bo fanta rečeš, ok, se boš tečaj hodil, pa da boš kao neki znov vsak rekel, no, hitro nimam caj, pa na službo, pa na to, pa na mun. Pri nas tudi zahtevamo na teh tečajih, v zvezi zahtevamo tudi nek procent udeležbe. Praktično udeležba mora biti 100%, če ne tečaj ima praviš, če se že pri teoriji lahko skozi prste pogleda. Tukaj smo dosledni, ampak tukaj imamo zvezane roke, tukaj morate priznati. Da se že ponavljam nekoliko krat, Ko smo šli v prenovo, sem rekel, pogledajte, za operativnega gasilca ali postarja nadaljevalni tečaj, morajo ure ostati takšne kot so ali kakšno ura manj. Ko smo mi začeli z prenovo, smo imeli več kot 250 ur, da smo vso to temo spravili. Vse kot to ne gre. Prevetrite na novo, kako bomo zastavili zadeve. In potem smo prišli do teh ur, ki smo prišli. Se strinjam z vami, da je to obremenitev. Ampak verjetno, zdaj ste omenili, da ste poveljnik, verjetno veste, s kakšnimi nevarnosti se vsi naši ljudje pokvarjajo. Zdaj se strinjam, vi točno veste, kdo bo šel notri napad. Tako pa ljudi. In to vsi poveljniki vejo. Ampak vas ne bo na vseh intervencijah. Tudi vsi ta prvi najbolj usposobljeni ne bodo vedno na intervencijah. Vi imate v društvu, bom rekel, zelo hipotetično, 15 super operativcev, pa bom rekel 15 takih, ki so pa, bom rekel, na meji. Ja, kdo vam jamči, da ne bo prišlo samo teh 15, ali pa 5 takih na intervencijo, ker ste prostovoljci. Tudi ti morajo biti, tudi te izpostaviš, rešujemo pa življenje, imamo zelo zahtevno intervencijo. In kaj boste zdaj naredili kot, bom rekel, ne poveljnik, ampak kot vodja intervencije? Ali boste rekli, poslušajte, tu pa ne gremo tega gospoda rešiti, ker je preveč nevarno. Mi smo izvzeti iz zakona o varnosti zdravja pri delu. Ravno zaradi tega, ker hodimo vedno preko meje. Se pravi, če rešujemo, ne mislimo zdaj, ali je to vse po predpisih ali ne. Se pravi, zato ti naši operativci morajo vedeti tiste osnovne varnosti zahteve. Pri vseh predmetah je na prvem mestu varnost. Čeravno ocene ne potrebujemo. Ampak jo imamo pri vsaki stvari narejeno pravzaprav, če pogledamo, kaj to sploh je. In zdaj, ali lahko izpostavljamo mi te ljudi, če zdaj načrtamo, bomo rekel, 50 ur, pa smo, bomo rekel, 4 predmete z tehnične reševanja, med drugim tudi reševanje iz višin, črtali, ker nekaj moramo črtati. Zdaj dajem to primer, ker je zadnja intervencija. Lahko je čist druga, ker je specifična, reševanje na vodi ali pa, bom rekel, pri poplavah. Nismo tega dali v učni program. Kaj bomo črtali, povejte. In če ni učne programa, pa se nekaj zgodi, ta človek ni seznanjen s tistimi osnovnimi varnostnimi ukrepi.
Nekaj moramo črtati. Eno iz teh stvari moramo pač črtati, zmanjšati. Ali je še to potem to, kar si želimo, ali ne. Nisem si tega razmislil. Temeljito smo analizirali, kaj so tiste stvari, ki so minimalno potrebne za enega operativnega gasilca. In da smo manjšali, bom rekel, tam, kjer je pač manjše zlo, ali pa smo upali, da je manjše zlo. Vsem za spremembe. Samo treba najti rešitev. Kaj? Na kakšen način in pa kako potem prevzeti odgovornost, če se kaj zgodi. Zdaj moramo potrkati. Pri vsem tem, kar delamo, imamo izredno malo nesreč. Se pravi, da je varnost na prvem mestu. In usposabljanje je ena od najbolj pomembnih stvari in pa potem zaščitna oprema, osebna in pa vse ostalo, da lahko kvalitetno in pa predvsem varno delamo. Tako da, jaz osebno mislim, da smo dobili dobre učne programe. Se strinjam, da je problem, ampak problem je to, ker hočemo to na hitro izvesti. Če bi tako izvajali, ko ste prej izvajali, tudi te predmete lahko preko vaj izvedete, organizirano, popišete, se držite učnega programa in te naloge izvedete. So veliko bolj zanimivi, veliko bolj, bom rekel, prilagodljivi posameznim tečajnikom. Veliko prakse lahko gre skozi, bom rekel, tudi vaje. Vse to so vaje dejansko, ne, ki jih lahko komponirate tudi v redno delo enem ali drugim društvu. Ampak mora se pa izvesti po učnem programu, mora se vaj zapisati in pa mora biti dokumentirano. To pa smo želeli, zaradi tega, ker je bila, bom rekel, zelo, zelo slaba kvaliteta na enem delu, na enem pa še boljša kot zdaj. Ker so, tako kot ste rekli, imeli dodatne vaje, da so ti operativci res tisto pravo. Potrebno se pa zavedati, da je to samo tista čista osnova. Potem pa ste po velikih odgovorni, da se to znanje vzdržuje. Ker če se boste vi naučili, tudi če boste šli na IDA, pa 2 leti ne boste imeli IDA na sebi, bo en operativec z 20 urami usposabljen veliko boljši, pa na veliko praktičnih vajah, veliko bolj usposobljen, pa boljši operativec, kot pa en z dopolnilnim usposabljanjem za IDA. Tako da stvari niso črno-bele, ne moramo jih gledati samo z enega kota, ampak jih je treba sestaviti v eno celoto. Ampak zdaj govorimo o tistem minimumu od minimuma. Mogoče bi še jaz sam dodal tisto, kar je kolega verjetno hotel izpostaviti okoli mladine, oziroma pripravnika. Jaz moram reči, da tu nismo oddelali tistega, kar bi morali. Mladinski svet je sicer pripravil za mladino oziroma za pripravnika nek učni program v prvem delu, zdaj ga moramo dodelati še v drugem delu in potem bo pravzaprav tudi usposabljanje operativnega gasilca nekoliko drugačno z manj urami, če bomo upoštevali, da je nek pripravnik naredil, bom rekel, že takrat za pripravnika ta tečaj, in se pravim, tu nas čaka zdaj naloga, moramo to čim prej upraviti, tudi tečaje za pripravnika na terenu se še pravzaprav niso prijeli in tu nas zdaj čaka do jeseni, moramo te zadeve pripraviti, zato da bojo potem ti mladi, kot ste rekel, videli, če sem jaz za pripravnika v delu 40 ur poveljnik, potem in se mi vštevajo tudi v, bom rekel, lahko samo nadaljujem potem kot pripravnik tečaj za operativnega gasilca, bo to mogoče nek korenček, tudi za te mlade. Je pa to resno vprašanje, kako vključevati mlade v usposabljanje v prihodnje, glede na to, da seveda so angažirani in s tem se mora tudi mi malo poigrati in kako jih pripraviti do tega, da bojo dovolj motivirane, da se vključujejo potem to usposabljanje za operativnega gasilca. Tako da jaz računam tudi malo na podporo mladinskega sveta, zato je pomembno tudi, ko bodo vi danes v nadaljevanju govorili o kandidaturah za naše svete, da na ta mesta kandidirajte ljudi, ki bodo to stvar odgovorno tudi furali strani vaše regije in ta diskusija na mladinskem svetu, na svetu članic, na svetu veteranov je pomembna, zato ker je to pravzaprav nek test baze in pa hkrati tudi odgovor na vsa naša vprašanja, kako z temi človeškimi viri delati v prihodnje. Tako da
vprašanje je bil na mestu in jaz sem si tudi zapisal, imam zapisek tudi takrat, ko sem se vam predstavljal tukaj, kaj vas žuli v Ljubljani 3 in kot rečeno bomo poskušali te zadeve prisluhati in jih potem reševati v dobrobit vseh. Jaz moram že danes reči, da se vam zahvaljujem za ta dialog in vas pozivam, da edino na tak način pravzaprav vidim možnost našega sodelovanja v prihodnje. Če bomo vsi za zalepljenimi ustmi hodili mimo enega drugega in če ne bomo znali prisluhniti, kje je vaš čebelj žuli, kot smo rekli na rekovaji, potem bo to naše sodelovanje slabo. Zato bi pozdravljam vse skupaj to debato v to smer in upam, da nam to tudi uspe, kot rečeno, v zadovoljstvo vseh nas. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Primož, potem pa Jože. Ja, mene se zanima, je bil zdaj v tem Črnomlju, če je bil aktiviran državni načrt za pomoč. Je bil, bom dal povednika. Mislim, načrt ni bil, ampak je bil nekaj drugega. Ni bil državni načrt, ker pač ni bilo podlage, nimamo takšne vrste državnega načrta, je bila izdana odredba poveljnika civilne zaščite, da se našla neko mestno pot, tako da mi je preko tega zagotovljeno, da bo stroški vsem tem enotam, ki so šle pomagati, tudi povrnjene. Seveda pa imamo, to je tudi eden večjih problemov in se bomo morali tudi z novo vlado o tem temeljito pogovoriti. Za 2 zadnja državna načrta še vedno nismo dobili povrnjenih stroškov, ki sta bila aktivirana. Tako da to je stvar, ki, tudi sredstva, ki vlada mora imeti na razpolago, ne moramo mi potem prositi, kot ne vem kaj, da povrne tisto, kar piše v zakonu. Tako da v vsakem meri je zdaj izdana odredba in na osnovi tega zbiramo tudi podatke in bomo dobili tudi povrnjene stroške, samo ne moremo obljubiti, kdaj ima. Nedolgo nazaj smo se na tečaju za višje gasilske častnike učili, da pač imamo nekaj načrtov, bil narejen načrt za žled, potem za požar v naravi, kjer se lahko smiselno uporabi tudi za druge primere naravnih nesreč. In zakaj se potem, če se je nek načrt narejen, zakaj se ga smiselno ne uporabi za naprej, oziroma predlog za naprej, sem ga nadaljujem, je bil, da se za slovenske razmere naredi nek celovit načrt, kateri bi bil za vse vrste nesreč. Ne, da imamo 10 ali 20 načrtov, pa moramo vedno vedeti, da bomo enega vrta pravega potetili. Ampak da se naredi nek celovit načrt, ki bo omogočil, kadar to zadevo funkcionira. Takrat se je rekel. Vse tako se pripravlja. Tako da bo se to poenostavilo, pa da bo bolj življenjsko narejeno. Ni pa tako, da smo sami, bom rekel, vsi postavljamo predpise, ki nas ovirajo in moramo stvari, ki so, bom rekel, logične pa normalne in potem zaradi nekega uradnika, ker to ne piše tako, so težave. In si moramo zmišljati nekaj drugega, se pravi, sami sebe prenašamo okrog. Je v predlogu, da se stvari naredi bolj življenjske, bolj realne in da se daje tisti, ki imajo to tudi določene pristojnosti, da se takrat odločijo, ali je to potrebno ali ni potrebno. Jaz mislim, da nikoli ni prišlo do zlorabe teh državnih načrtov, so vedno bili potrebni, še kako potrebni, takrat, ko smo bom rekel, se preselili sile z enega konca države v drugi konec države. Tako da to je v programu, jaz mislim, da bo že to pod to vlado, ampak to je povezano tudi delno za spremembo zakona o varstvu pred naravnimi drugimi nesrečami, kjer se bi morali postaviti temelji, ampak te stvari bi lahko poenostavili tudi za spremembo uredbe, da bi te stvari poenostavili. Jože? No, smo li govorili, da je Črnomlja. Slab sediš, ki smo vstrženi. No, prosim. Sem nekaj Črnomlja govorimo, naprimer, gasilci so delali, spet so se odzvali v velikem številu, vse je bilo v javnih občinah, pa to v televiziji je bogljeno, ampak dela, ki je 40 vojakov šlo dol, je bo pa tak bum, ampak oni so plačani, ne, taki bum. In nekaj doprašal in povrednika in predsednika. Daj, ne vem, še nisem videl civilno zaščito, naprimer nekaj v Gradne ali pa v Žlede, daj oni praktično, sam zadaj sutniče,
Delal sem eno vdajo gledal, dobro jutro, sem upokojen, sem tako gledal, so tudi ljudje telefonirali. Ne vidijo v akcijah civilne zaščite, prav, je en možak je pisal, da take stroje imajo, pa to, a ne, da pa se delali tako da je bil alavinkar, ampak ne vidim, kjer civilne zaščite. Sam, ker se pa nadalje dejem, da se pa sled tak, bolj igra, take Predno ti dam poveljnik oziroma predsednika VTS nekaj odgovoril. Gasilci v Sloveniji so dejstvo, de facto. In slovenski narod nam zaupa več kot 80%. In to je že kar samo po sebi umevno, ker je sreča, kdo pa leto gasilci, kdo pa drug. Ampak, ko se gre pa tudi o mediji, ki je napisal dobrega o gasilcev, imeli smo kongres, a je kdo zasledil, kaj v medijih, razen lokalnih, a je kdo v javni slovenski televiziji, a je kdo kaj zasledil? Nič. Razen na radiju 1 je bilo obsebno na poročilih. To se pravi, jemljajo nas kot, kako ne rečem, kot ljudi, ki pridejo, neč se vprašajo, kje, kaj, zakaj, pridejo, rešijo in grejo. To so gasilci. Vse ostalo, kako se rekel, 40 vojakov pisali v zapisu, po radiju bilo, po televiziji bilo je rom-pom. Zato, ki šlo direkt iz proračuna. Na gasilcem pa ni glih direkt iz proračuna. Te dam pa besedo povedniku. No, res je, da na sceni se mora nekaj zgoditi, ne. Zdaj smo vsaj bili po televiziji, pa so bili samo izredno pozitivne zadeve. Vse je tudi logično, vse smo delali tako, kot je potrebno, ne. Res, da imamo zelo visoko zaupanje. Že prej smo omenili, kako pomembno delamo in zelo hitro bi tudi bili na tleh, če ne bi imeli tako usposobljenih ljudi. Zdaj smo prišli, pa smo delali tako, kot je potrebno. Če bi šlo bilo kaj narobe, bodite prepričani, da nas tudi ne bi tako povzdigovali, ker negativna zadeva je veliko bolj zanimiva za, bom rekel, nas, ker smo v duši, bom rekel, malce pokvarjeni, kot pa pozitivna. In to mediji zelo, zelo dobro vejo. Zato takih dobrih dogodkov sicer morajo biti, ne, pa jih ne omenjajo. Ko pa je nesreča, ko se bilo kaj zgodi, takrat pa pride tudi mediji, ne. In za nas, bom rekel, koliko je žalostno, so te, bom rekel, intervencije tudi ena izmed priložnosti, da nas dejansko predstavijo, pokažejo, ker pri rednem delu, ker praktično nimamo možnosti, da pridemo do medij. Razen takrat, ko je res nekaj zanimivega, ko morajo popolniti kakšen program, takrat, ja, drugač pa, nažalost, ne, zelo, zelo slabo. Kar se pa tiče civilne zaščite, res je, mislim, da smo se enotni, da ta zadeva ne dela tako, kot je. Bom še kaj omenil, da je tudi zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami bo potrebno odpreti, o tem se že pogovarjamo, kjer bo, bom rekel, sistemsko reševal tudi bonitete, ne samo za gasilce, zaradi tega nismo dali na naš zakon, ampak nasplošno za sistem, pa ne govorim o civilni zaščiti, ampak o gorskih reševalcih, o jamarjih, ki so specifika in si tudi zaslužijo vso priznanje in pa, bom rekel, tudi določene bonitete. In takrat bomo tudi debatirali o civilni zaščiti. Mi veliko debatiramo, tako s poveljnikom kot direktorjem, kaj narediti, ne. Moja preprosta logika je in tudi s njim razložil, ali nam ta naš sistem dobro deluje ali slabo deluje. Dobenega še nisem slišal, da bi rekel, da slabo deluje. In če dobro deluje, zakaj teh stvari ne prepišemo v zakon? Da imamo zakonsko podlago za to, kaj delamo, da damo priznanje tistim, ki dejansko delajo. In vsi potihem si strinjajo, ne? Vsi se pa zavedajo, da bi morali potem korenito spremeniti naš sistem. Tako kot je zdaj zastavljen, ga ne moreš preslikati v realnost. So pa pripravljeni in vejo, da ni dober. Tako da, ko bomo odprli zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, takrat bomo se o teh stvarih pogovarjali in poskusili narediti zakon taki, ki je dejansko življenjski, ki bo omogočil, da bomo lahko tudi po zakonu in dobili preko zakona določeno priznanje za to, kar delamo. Še nekaj pa, če pa lahko vprašal, pa je predsednik.
naši zvezi, prve, da boste gradi nov gasilni dom, res zagrabili so, zakopali so se v velik del, ampak jaz mi zastopam, da pri gasilski zvezi, naprimer, da je majhna kapla, da bi tudi pri gradnji gasilskih domov gasilska zveza lahko kaj pomagala. Naprimer, naš gasilske društvo se je zapupal za naslednjih 20 let, sicer malo bo svoj gasilni dom prodal bo malo povrnil, pomagamo občina, naprej župana, v 3 letih tok gasilska zveza, pa veste, mi dobimo od občine, da dobimo iz proračuna nakazan, tu imamo 3 društva imamo in to imamo po procentih razdeljen. Ko razdelimo, denarja ni več. In vprašal, če res pri Gasilski zvezi Sloveniji ni enega, ne vem, fonda, da bi se delno, ne rečem po ali pa četrko, pri avtomobilih ali pa se nekaj, da bi se kaj pomagalo od takih društvom. Hvala za odgovor. Ali lahko tudi še pripomnim, da sem iz tega tukaj je bilo v bistvu Gasilska zveza Slovenije bolj na poto s temi zakoni, ki so bili sprejeti kako koriste. Mi smo naleteli tukaj na 11. člen zakona o gasilstvu, kjer v bistvu govori, da ne smemo zastavljati rodišč, vozil pa take zadeve kot za kredit. In mi smo pripravili že pred podpisom pogodbe z banko o zakup, na terenu tako pogodila, ja, bi se pa na smetu sploh teh zadev, ki ste jih dali v zastavo, sploh ne smete dajati, ker je to zakon. Mi smo potem na Gasilsko zvezo sklicali sem, ker je v desno razdali, smo še zakon, da smo išli, a ne pač prez notarja, pa smo taki notarjem, ki je pač to spregledal. In tukaj jaz vidim, recimo, a se je že dal v Sloveniji, jaz nimam te informacije, da bi neko gasilsko društvo to stvar zlorabilo, da bi, ne vem, jaz pravim, tudi na občini pravim, tudi kot smetnik pravim, če da ti gasilcev 10 evrov bo naredil 100. Tukaj jaz, vem, odkot je ta člen, kdaj je ta člen v bistvu, kdaj je bilo to sprejeto, ne vem, in jaz bi res videl prakso, katera gasilsko društvo še v stečaju, ali pa je zlorabilo to zadevo, ker vi se morate zavedati, v občini smo veliko vreme, ali pa smo takrat presrabijo, ko se je veliko povedal, takrat, ker presrabijo, smo za vse dobro. In tukaj, ne vem, bomo društva primorana, če bomo hteli nekaj avtomobile kupiti, neko opremo kupiti, ne vem, še, da bomo dodali vrednost v občini in društvu, ko smo mogli zakupiti. Mi recimo, da ko ima tako gasilni dom nareden, recimo, da to vreden, mi bomo z lahkoto zakupali, recimo, še za neko avtocisterno, ki jo tako občina ne bo mogla, recimo, kupiti. Smo pripravljeni, mi smo se prej kupa bali tudi nič križa. Potom pa dejansko tudi, če hočeš nekaj narediti, moš preskočiti, pa prekupa bo. In ta 11. člen, ne vem, jaz bi apeliral, da ga nekaj previdate, preberete, kaj se medali, da smo mi vzgodili banko domova, da banka ugotovila, da ima predsednik Sloveniji takih kufov en kup, pa sploh se tega, da ta 11. člen popisam vedeti, ker je veliko vzorov. Mi smo dejansko s to banko, ker nam je nudila bistveno boljše pogoje, razpravno mi smo mogli pogoje podpisati, ker je pač nekaj delovnika, ki smo podpisali z neko tkanko, ker nas je recimo na mesečni ravni za 250 evrov kuf več stane. Pa smo spet uliti. Tako da, ne vem, če veste, če imate to ta podatek, a bi se dalo to spremeniti, kakorkoli že, če se pa ne da bi prosil, da tudi v to jabolko zagrizate, ker slabega gospodarja kot gasilskega društva jaz v Sloveniji ne vedem dobiva. Tudi recimo pogledajte vse te firme, ki delajo z nami, to so vsi bogatijo, vsi delajo odprto z nami, ne vem kaj, pa sem normalno, gasilsko društvo še nobenem dolžno stavljeno. Preden bo predsednik odgovoril, Roman, nisi ti edino društvo, ki si za zapufal, verjemi mi. To delamo prav vsi. Jasno, in zdaj so nekatere banke oziroma hranilnice, ki že kar vzamejo v zastavo vse, tako. Hvala. Glede, res hvala za vprašanje. Tudi mi ne vemo vsega in če nekdo opozori na tako anomalijo,
nam je to dobrodošlo in mislim, da je to prav in bomo to zagotovo tudi pogledali. Seveda je pa nekaj res, da se vsak po svoje znajde, ne, in tako in drugače. Kar želim pa pri tem upozoriti je pa ravno to, ne, da gasilci pa imamo eno napako, ne, ali pa bom rekel eno napako, ki se vedno bolj stopnjuje, vsaj z mojega stališča gledano, da nismo pripravljeni več deliti dobrih pa slabih praks. Če se je nekdo nekje opekel, bi kvečemo lahko rekli, da celo prvošmo, da se on drugi še bolj opeče, ne. In tole je ena taka stvar in tudi ta delitev teh mnenj bi mogla biti malo bolj živa po naši državi. Tudi pri avtomobilih se vidite, ne, različni načini, kako do avtomobila pridejo, različni načini, kje denar zvrtati pa ga skopati. Tako da jaz mislim, da tu moramo nekaj narediti. Za tole sem si zapisal in bomo tudi pogledali, kaj je s to zadevo. Zdaj, pri sami gradnji gasilskih domov mi nimamo fonda, verjetno ga tudi ne bomo planirali, bomo pa začeli odpirati sigurno debato na ta način, da bomo poskušali skupaj z občinami recimo konkurirati na tečajih za energetsko sanacijo objektov. Tu mislim, da je ena možnost, zdaj bomo videli kakšna, odvisno tudi od tega ministrstva, ki ta sredstva daje. Vendarle moramo pa tudi nekaj vedeti in jaz to občine razumem, da so zdaj občine najprej, bom rekel, na ta tečaj prijavljale šole, vrtce in vse ostale javne zavode in pa javne ustanove in da smo verjetno gasilci tam nekaj na repu. Kot rečeno, tu vidim eno veliko možnost in tu lahko Gasilska zveza Slovenije pripomore, da bomo na različnih ministrstvih opozarjali na to in poskušali nekako zgodbo takih društev, tudi kot je vaše, potem zapeljati v to smer, da se nekaj sredstva tudi na ta način dobi. Moram biti pa jasen in to tudi glasen, seveda za usposabljanje, vzdrževanje, pa tako poznate, bom rekel, zakon o gasilstvu, je dolžna poskrbeti občina. Se ni to nobena skrivnost, tudi ni nobena stvar, ki bi jo zdaj na novo povedal. Zato, ravno zaradi tega pravim, pa tudi mi pravzaprav nimamo kot krovna organizacija nekega fonda, vprašanje, če ga bomo lahko tudi bodoče imeli, verjetno bo še povedal nekaj povedal na to temo. Tako da, se pravim, bomo pa poskušali na teh različnih ministrstvih lobirati in pa pravzaprav vse izpogajati, da bi tudi za namene gasilskih domov lahko pravzaprav, ki je našla kakšna priložnost, kjer bi lahko občina skupaj z vami ali kako drugače tudi kandidirala na kakšne od teh sredstev. Smo pa seveda en dobršen del tega vlaka že zamudili. Mislim, da je to bila priložnost pred 10 leti, ki je lahko in na kakšen način pridobiti sredstva iz evropskih skladov in da se zdaj zadeva vedno bolj pravzaprav pomika proti koncu in je vprašanje, kaj še bomo pa sploh lahko narediti. So pa recimo, kot tak primer dobre prakse, naši gasilci pomagali hrvaškim gasilcem, da so zgradili gasilski dom. Tudi tak primer dobre prakse imamo. In to ravno iz evropskih sredstev. Tako da, se pravim, tu zaenkrat kaj več ne moramo odgovoriti, bomo pa to vse skozi spremljali in poskušali pač odpirati teme tam, kjer bo tu zato tudi pristojno ministrstvo in to je naša naloga, predvsem to, da vas potem pa tudi seznanjamo s tem. Tega je mogoče zdaj bo premalo, da smo vsak svoj vrtiček okupovali, pa da ja ne bi sosed kaj več zvedel od nas. Tako da tu si seveda želim, da se izmenjujemo te dobre in slabe prakse. Kar nekaj gasilskih domov je bilo zgrajenih na različne načine in iz različnih fondov, tudi ne iz tistih uradnih virov, ampak potem se je pač gasilski dom vsaj v času investicije imenoval nekako drugače, ko smo pa trak pa rezali, smo pogor napisali gasilski dom. Tudi to postaja v naši državi. Tako da, se pravim, kako in na kakšen način se kdo znajde, tako pač tudi potem po terenu je. Ni pa to, kar je verjetno kolega hotel izpostaviti, rešeno na enoten, bom rekel, državni način, da ne bomo narekovali. Povem, Škoštika? Ja, prvo na to je osnovno vprašanje. Zdaj, kaj dela Gasilska zveza Slovenije? Jaz upam, da bo jasno. Gasilska zveza Slovenije je servis za delovanje sistema in zato dobi tudi sredstva. Nimamo vlastnih sredstev za bilo kaj, zato mi tudi ne moramo dati tudi za en gasilski prapor 50 ali pa 100 evrov. Nažalost ne. Kar se tiče sofinanciranja gasilske opreme, ali pa posledično to prevesil na sofinanciranje gasilskih domov, to so proračunska sredstva, ki jih nameni država. Gasilska zveza Slovenije
samo pomaga to realizirati, da se ta sredstva po nekih kriterijih, ki jih določimo, tudi upam vsaj pošteno razdeli. Za vse nikoli ne bo, procenti so pač taki, kot so, ki so tudi živa stvar, se dajo vedno spremeniti, ampak zaenkrat še nismo prišli do boljših, kot imamo zdaj. Tako da je tudi varianta, da razmišljamo o nekih sredstvih, kjer bi bili tako kot za sofinancirane opreme, zelo hipotetični, se leta nameri 1 milijon za obnovo gasilskih domov. In se po nekih kriterijah to tudi razdeli. Vendar to ni tako enostavno kot za gasilsko opremo. Zaradi tega, ker so tu večja sredstva in zdaj to razdeliti sorazmerno po celej Sloveniji od procenta, ali kdo tisto leto gradi, ali je to plansko namerjeno za ne vem koliko let naprej, ali ne, niso tako enostavne stvari. Rabiš pa, bom rekel, veliko več sredstev, naprimer, če hočeš koliko normalno to pokriti, kot pa za en gasilski avto. Če ravno gasilski avto 300 000 evrov, že tu dobiš, bom rekel, kar taki solidni gasilski dom, če še delaš nekaj, bom rekel, sam. Tako da stvar je za razmisliti, ampak zaenkrat ni bilo tudi nekih želja, nekih potreb, da bi to, ker mi imamo vseeno v našem zakonu napisano, da je za to odgovorna lokalna skupnost. In če zdaj nadaljujem 11. člen, krediti, ja, lokalna skupnost je odgovorna za to. In ko vi najemate kredit, vam mora lokalna skupnost jamčiti za ta kredit. Zdaj res je to poenostaviti, pa reči, ja, lahko naredimo. Ampak to ima tudi, bom rekel, svetlo, pa tudi temno plat. Se strinjam z vami, da zelo malo društev zlorablja zadeve, ampak vsi uplemenitijo. Če bi dali možnost, pa še ne, če bi bilo tako. Bom pa dal primer Mursko Sobo. Ni bila gradnja, niso vzeli kredita, so pa zapravili gasilski dom. Ni smešno, to je resna stvar. Zaradi ene nesreče, zaradi neusposobljenosti, ker odgovor ni imel ustreznega izpita, so zapravili gasilski dom in redno plačujejo odškodnino temu, ki se je poškodoval gasilcu, drugemu. Gasilski dom je vlast občine, je občina poravnala kredite in zdaj plačujejo. Tako, da niso tako, bom rekel, samo taka drugačne stvari. Če tega ne moreš izgubiti, potem to ostane tako drugače. Ne more dobiti se vsest na ta gasilski dom, ker je to pač vlast razen občina, ki je to pa takrat prešla zadevo. Tako da sem, da se prevetri, ampak nisem prepričan, da je to najboljša varianta. Lokalna skupnost je odgovorna, ne mi gasilci. Zakaj bi se vi izpostavljali kot zakoniti zastopnik, da boste vzeli kredit? Vse ne delate za sebe. Lokalna skupnost je tista in če lokalna skupnost vidi, da imate vi sredstva, bo lahko Jančla vam zaupa. Ne bo težav. Če ne vidi, potem je nekaj narobe. Tako ali drugače. Razen, če občina tako zakreditirana, da tega ne more vzeti. To je druga stvar, ampak to zopet ni pravi način. Bom rekel, da zaradi tega spreminjamo zakonodajo. Se pravi, je pa to živa stvar, treba pretehtati plusi pa minusi, pa videti ali ja ali ne, pa lahko te zadeve predebatiramo, pa se potem odločimo, ali je modro ali ni modro. Hvala lepa, gledam našega župana, modro se smehlja, Janez izvoli. Pogled, Gasilska zveza Moravče, zanimivo je samo eno vprašanje, če kaj potekajo oziroma če so kakšni pogovori ali razgovori glede za delodajalce, kateri zaposlujejo operativni gasilci. To je stimulacija, spodbude, države, ker tista rekomendacija, katero dobiš, ti še reč nekaj. Samo kaj rekel, da mora biti kratek. Bom rekel, ja. To je ena izmed realnih stvari, ki jih lahko pravzaprav damo našim operativnim gasilcem. Imamo izredno dobro prakso s podjetjem, kjer zaposluje in tudi zdaj, ko se bo nastavila nova enota v Magni v Mariboru, mora imeti gasilsko enoto, smo mi priporočali, da bojo morali to pokriti in če zdaj zaposlujejo gasilce, če imajo usposobljene operativne gasilce, kjer bojo sestavili prostovoljno gasilsko društvo in bojo potrebovali samo toliko poklicnih gasilcev.
ker bojo zadeve pokrili in varnost bo neprimerno večja. In če ste prebrali razpise, oziroma ko imajo, tako se vsaj dobil zagotovilo, imajo gasilci prednost pri izbiri. Tako da na tem, bom rekel, vse skozi delamo in sem prepričan, tudi z gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtniško zborno Slovenici smo se o tem pogovarjali, da bi ti gasilci, ker to je ena velika dodana vrednost za vsako podjetje, če ima usposobljene, iznajdljive ljudi, ki znajo v pravem času pravilno odreagirati. Ja, mogoče res je sam, da dopolnim poveljnika in bom tudi jaz kratek. Ta pogajanja oziroma ti razgovori z vsemi deležniki, ki so v teh firmah, se bodo tudi nadaljevali in mislim, da jih bomo ne ravno z lahkoto, pa da jih bomo verjetno prepričali ravno v to smer, da bojo videli, da pravzaprav to gasilstvo tudi v podjetjih in tak naprej je cenjeno, ne glede na to, kako je. In kot rečeno, imamo kar nekaj dobrih praks že. Sem bil celo presenečen, nisem poznal in vem, da stvar teče pravo smer. Nam je pa predsednik gospodarske zbornice tudi obljubil, da bo tudi eno od tematskih konferenc te ustanove odprl ravno na to temo. On je tudi predsednik uprave BSH Nazarje. Ravno na to temo, kaj so pravzaprav pozitivne in pa dobre prakse v smislu, če imaš v podjetju tudi zaposlenega gasilca. Tako da jaz upam, da se bo ta dialog nadaljeval. Bomo še z nekaterimi, moramo za združenje menedžer tudi govoriti, kakšen je njihov pogled na to zadevo, tako da bi potem vsi skupaj pripravili do tega, da bomo, to sem že velikokrat povedal, enotno nastopili proti državi. In sicer, kje vidimo mi to priložnost, vidimo jo tam, kjer se zdaj na veliko tudi pogovarjajo in so se pogovarjali pred minulimi volitvami, da se zniža davčna obremenitev gospodarstva. In tu vidimo neko možnost, da pravzaprav damo zdaj delodajalcem, kar smo že velikokrat tudi povedali, ne samo palico, ker zdaj z zakonom samo grozimo, če ne bo to tako boš pač kaznovan, da damo tudi korenček in rečemo, če imaš toliko in toliko gasilcev zaposlenih, potem imaš tudi nižjo davčno obremenitev, oziroma tu je zraven lahko tudi zavarovalnica, ki lahko zniža tudi premijo. O tem se zdaj veliko pogovarjamo in ta stvar gre naprej, ker vidimo, da imamo na drugi strani prave sogovornike. Vendar sami gasilci smo v pogajanju proti vladi ali proti državi, kako hočete, premalo. In moramo tu na svojo stran dobiti pravzaprav vse tiste, ki imajo veliko večji vpliv od nas in skupaj združeni, potem verjamem, da nam bo vse to uspelo. Če pa tega trenutka ne bomo skoristili, zdaj, ko se gospodarstvo aktivno pogaja s politiko, potem smo pa res veliko zamudili. Tako da jaz imam tu, bom rekel, kar dober feeling, da nam lahko nekaj tudi na tem področju rata. Pa nisi bil kratek. Ok, malo heca tudi mora biti. Še to, kakšno vprašanje? Ja, Miha? Še enkrat, jaz sem ponovno vezan na to, kar nam sledi v regiji, zdaj po tele drugih misli, torej regijskemu svetu. Zdaj poslušamo vse čas Gasilska zveza, Gasilska društva financira lokalna skupnost, Gasilska zveza Slovenije ima države in nekaj sredstva. Želimo, da regijski svet deluje, želimo, da regije delujejo, ki pa tle Gasilska zveza nekako vidi svojo stimulacijo, da bi lahko regijam nekakih dodatno stimulirali finančno, da bo lahko vse spalali, da bo, ne vem, kakšne tečaje hočemo pač pelati, da bi se v okviru regije, vemo, če dali imamo v zvezah za neke častniške tečaje, niže častnike, v zvezah kandidatov bomo to organizirati v regijah, pa bi bilo prav, glede na to, da je plan tudi, da se dobijo regijski poligoni, da se tle nekako postav v dobu pa tisti financer teh regij, da bojo ta sredinska povezovalna vloga laufala med gasilskim zvezam pa gasilskim zvezam. Bom jaz prej nekaj ti povedal, Miha. Tlele sta dve priči, skoraj vedno isto vprašam na upravnem odboru. Vi ste mene izvolili, hvala vam za vaše zaupanje, jaz vse sklepe, ki jih na regijskem svetu sprejmemo in se nanašajo na GZS, jih na upravni odbor tudi prenesem. Res, da pride včasih do glasovanja in demokracija je tista, ki večina povozi mašino, ampak kakorkoli, jaz vse na upravni odbor prenesem in moram vam zagotoviti, ker boste potrdila predsednik in poveljnik, jaz na upravnem odboru nisem pasiven. Jaz svoj jezik uporabljam.
No, res je. Stavko res izpostavljamo to zadevo, smo tudi predebatirali. Morate pa se zavedati, ko sem rekel, da vzdržujemo sistem, zaenkrat imamo toliko denarja, se pa trudimo izboljšati. In v prejšnjem mandatu smo ta sredstva za delovanje regijskih svetov povečali za 50%. Največ od vseh postavk, ki smo jih imeli. Tako da sredstva za delovanje same regije, za delovanje funkcionarjev so. Ne morate reči, da ne morate pokriti potnih stroškov, pa tiste stvari, ki jih imate za delovanje regij. Je pa res, da je to tudi edino, kar je. Kar se tiče usposabljanja, se vrnemo nazaj, to je stvar lokalne skupnosti in lokalna skupnost mora to zagotoviti. Ni važno, ali je to na zvezi, na regiji ali pa sta dve regiji skupaj. Takšen sistem imamo. Zaenkrat, če bomo to spremenili, financiramo z nivoja države vsa dopolnilna usposabljanja. To vam je vedno tudi jasno. Tako da so te stvari jasne. In naravno zaradi tega sistema imamo tako organizacijo, kot imamo. Mi smo razcvet doživeli takrat, ko smo to prenesli na lokalne skupnosti. Takrat smo se začeli razvijati in v tem zadnjem obdobju smo mi tako rekoč prenovili vso tehniko, zaščitno opremo in pa, bom rekel, v zelo visokem procentu tudi avtomobile. Se pravi, ta sistem deluje. In to zelo dobro deluje. In ga je nesmiselno spreminjati, da bi se država v to vtikovala, ker če se bo, boste prepričani, da bomo dobili manj. Mi tako naredimo, ko bo država financirana, pa da več lokalne skupnosti, ampak bomo šli rapidno dol. Za župani se veliko lažje pogovarjate, kot pa mi z državo. Ker je tu uravnilovka in potem smo tu, kjer smo. In mislim, da imamo zelo dober sistem in tudi veliko usposobljenega kadra, ravno zaradi tega, ker je usposobljen gre, ali pa rekel, vse dogaja na lokalnem nivoju. Dopolnilna pa na nivoju države. Tu smo tudi dvignili sredstva, bom rekel, precej za dopolnilno usposabljanje. Tako da to mislim, da, ali pa bom rekel, nima smisla spreminjati. Se pa strinjam, da bi regije si zaslužile več. Mi se trudimo, da bi regijske poveljnike posebej nagradili izven tega, da bi jih dali v rezervno sestavo in bi mesečno dobivali tako, kot dobivajo rezervni vojaki. In so v rezervni sestavi, bom rekel, sistem zaščite in reševanja, ker tudi sistem zaščite in reševanja ima to možnost, vendar so tu, bom rekel, kar rahle težave, prvih zaradi kot, ker bi vojska morala odstopiti pa toliko kot, ampak to, bom rekel, je sprenevedanje, ne. Vse se lahko spremeni. Ali dodajo, ali odzamejo, ali se predstavijo, če je volja. Zdaj, v tej vladi nam to ni uspelo. Pa bom rekel, smo imeli kar dobre odnose z ministrico in z vsemi. Jaz upam, da bomo lahko to realizirali zdaj, ko prije nova vlada in da bomo lahko te stvari tudi, bom rekel, spremenili na boljše. Tako da, nažalost, niso stvari idealne, ampak so se pa premakne kar precej na boljše. Ali še rekli si, kliče za drome, da če bo še kjerkrat pred parlament, ne vem, če bo prav spil, imamo predobre avtomobile. Ja, to boš pa tudi reči. Prav. Poglejte, jaz vas prosim nekaj. Preko svojih gasilskih zvez, vejte na vse tisto, kar vas želi sporočiti. Mi bomo to na regijskem svetu zagotovo obravnavali in sigurno bomo to tudi nesli naprej. Morate verjeti, gasilska organizacija je ogromna in posledično, ker je ogromna, je tudi malo toga. Se je Franci rekel, da pride do sprememb traja. Ampak vendar, mi bomo vztrajali, smo velikokrat bili slišani, redko kdaj pa uslišani. Ampak gled, če bomo vztrajali, morda nam pa kjerkrat tudi kaj rada. Jaz bi zadevo zaključil, pa bi zdaj prosil, da ostanete še tukaj, a progovorim verjeta. Gasilska zveza Domžale je nekaj pripravila za nas, to velja tudi za vaju, pa da malo še poklepetamo, pa še kjero rečemo, bi ti reče še Janko, ja, izvoli. Jaz bi mogoče samo za zaključek rekel dve stvari. Tisto, kar je bilo zdaj izpostavljeno, je kadrovanje. Tudi na naši gasilski zvezi smo kadrovsko podhranjeni, ravno v reševanju teh zadev in razmišljamo tudi o tem v prihodnje, da bo potrebno v lastnih ljudeh najti svetovalce, ki nam bodo pomagali marsikakšno zagato tudi
odpraviti, tako da okoli tega se bomo nekaj tudi pogovarjali. Mogoče se danes nismo dotaknili tudi zavarovanja gasilcev, tako poklicni kot prostovoljni. Tudi na tem področju se trudimo maksimalno in počasi bomo prišli do že prvih informacij, ki jih bomo lahko podali tudi vam v bazo. Stvari pa tečejo, ne stojijo, vendar le zdaj trenutno, dokler nimamo pravega sogovornika, na drugi strani vlade, je to malce težje. Bi pa za zaključek rekel nekaj, ne? Zdaj, če malo v političnem smislu rečem, ko se volitve končajo, se začne boj za nove volitve. Na kaj bi rad opozoril? Opozoril bi rad, da je kadrovanje v gasilstvu tema, ki se jih bo morali najbolj resno vzeti. In seveda vam želim že zdaj, da bi razmišljali v tem vašem mandatu o tem, komu boste v naslednjem mandatu predali vašo, če se boste tako odločili, vašo funkcijo. Nimamo mi zastojnih namestnikov, tako pri poveljnikih, kot tudi pri predsednikih, nimamo zastojnih podpredsednikov in podpoveljnikov. Če bo vaša želja in vaša odgovornost temu primerno, boste zlahka prišli do novih kandidatov v naslednjem mandatu. Veste, kaj se nam je zdaj dogajalo, ne bom rekel, da povsod, pa vendarle, 14 dni pred občnimi zbori, pred skupščinami smo lovili kandidate, ki bi bili pripravljeni prevzeti funkcijo v naslednjem mandatnem obdobju. In o tem moramo razmišljati že prej. In če boste vi znali, bom rekel, in če boste imeli nek odgovoren odnos do tistih, ki bodo za vami prevzeli, če jim boste pomagali, če jim boste pravzaprav hkrati dajali možnost, da se vključujejo enakopravno na nek način v to in spoznavali tudi razgovore pri županu in vse posod druge, potem bomo do novih kandidatov in do dobrih kandidatov prišli relativno na lahek način. Veste, mene malce moti tista teza iz preteklosti, ko je bilo takole, ko so rekli po domače, dokler sem jaz, sem Bog, naprej me pa ne zanima, bo je že skurali. To je neodgovoren odnos tistega, ki trenutno to funkcijo upravlja, in tisti, ki jo, in tudi mi, in seveda vsi vi, ki jo upravljate, na ta način ne moramo več razmišljati, kajti danes smo iz te razprave že tu odgovorili, odgovornosti se nenormalno povečujejo, tako poveljnikov, kot tudi predsednikov. Vedno več je, poveljnik je tudi rekel, naše delo je skozi hoja po robu, in se lovimo enkrat levo, enkrat desno, poskušamo vzdržati to ravnotežje. In zato bi vas res prosil, tisti, ki ne želite nadaljevati v naslednjem mandatu, dajte poskrbeti, da bomo imeli v društvih, na gasilskih zvezah in tudi na regijah prave ljudi in dajmo jim to naše znanje predajati že v teku našega mandata. In veliko lažje bo potem šlo. Naši kadrovski postopki so tudi precej zapleteni, tudi to se bomo morali enkrat, in zagotovo se bomo na začetku mandata lotili tudi tega, da bomo vse te naše pravilnike, statute in ono prilagodili na nek način tako, da bodo malo bolj življenjski, kot so zdaj. To delati na koncu mandata nima nobenega smisla, ker takrat te noben več ne posluša in debata okoli tega je vedno neresna. Tako da nas tu čaka resnično kar veliko dela in želimo si ravno tega dialoga, da tudi mi bom rekel, na podlagi slišenega potem lahko korekcije delamo pri našem delu in da seveda to vse implementiramo. Zato bo v tem mandatu Slavko in pa Klemen zagotovo tista dva moža, na katerih bo to temeljila. Še enkrat pa poudarjam, tudi želim vam uspešno izbiro kandidatov v nadaljevanju tega sestanka, da bomo imeli dobre ljudi tudi v vseh svetih in komisijah in pa delovnih telesih Gasilske zveze. Ti so prvo sito in na podlagi njihovih mnenj lahko upravni odbor pa poveljstvo potem pravzaprav res, bom rekel, konkretno in pa dobro odločate. Če tu ni pravih ljudi, če ti ljudje ne hodijo na sestanke, če so pasivni, potem je zgodba strani regije zelo hitro zaključena in jaz vas moram tu pohvaliti, regija 3, Ljubljana 3 je vedno imela, bom rekel, sorazmerno dobre kandidate, dobro izbrane, da smo lahko pravzaprav tudi vse njihove pripombe potem na nek način poskušali, da svoje delo tudi implementirati in res vam tu želim obilo uspehov pri tem delu. Je pa to tako, še enkrat ponovim,
To je timsko delo, gasilstvo je od operative pa do upravljanja timsko delo. Če tu nimamo dobrih ljudi, ki so pripravljeni delati za isti cilj, potem je naše delo lahko jalovo. Toliko z moje strani jaz zaključujem. Tudi naj nastop in Lep Slavko je že malo živčen, ampak hočem reči, to sem vam želel danes povedati. Ker je pomembna zadeva in tu nismo oddelali tisto, kar bi mogli. Za vse drugo skrbimo, v redu, ampak na kadrovskem področju pa moramo nekaj več moči vložiti za to, da bomo mi lahko permanentno upravljali svoje delo tudi v prihodnje. No, tukaj se z Jankotom 100% strinjam. Koliko je bilo v prejšnjem mandatu sej upravnega odbora? 37. Na niti eni nisem manjkal. Bravo, Slavo.